Živijo, sem Renika in rada bi vam predstavila svojo zgodbo. Pojte z mano. To je učno gradivo za odrasle. To je izobraževalni film. Temeljna zmožnost socialne in državljanske kompetence. Kako dejavno sodelovati v družbenem življenju? Če imamo razvite socialne in državljanske kompetence, s tem vprašanjem ne bomo imeli težav. V zmožnosti socialne in državljanske kompetence se skrivata dva pojma. Socialna kompetentnost in državljanska kompetenca. Za človeka je prav, da pozna svoje dolžnosti, dobro pa je tudi, da pozna svoje pravice. Posameznik, ki je razvil socialno kompetentnost, zna sodelovati v kateremkoli okolju, kljub temu, da tam morda prihaja do nesoglasij in trenj. Da ti lahko sodeluješ z drugimi ljudmi, moraš biti strpen, moraš biti razumevajoči, moraš nuditi pomoč, če rabi. Zna se sporazumeti z drugimi, saj je dovolj strpen in sočuten. Zna pa se tudi pogajati in zastopati svoje interese. Običajno je aktiven v svojem ožjem lokalnem okolju. Redkeje srečujemo izraz državljanska kompetenca. Zajema povsem vsakdanje lastnosti in znanja odraslih ljudi, ki so nujno potrebna za to, da pravo vlogo državljana lahko tudi uresničujemo. Vključuje poznavanje razmerja in odnosov posameznik-država. Pomen povezanosti Slovenije z drugimi državami v Evropski skupnosti in širše. Državljanske kompetence so morda skrite v zelo vsakdanjih opravilih. Poglejmo, kakšne izkušnje ima Renata. Po osnovni šoli sem se zaposlila v Muri, ker sem delala nekje 19 let. Po 19 letih sem se znašla v eni stiski, ko so nas odpustili od Mure. V tistem momentu ti vse hodi po glavi, ne? Prvo je bilo, kako družino preživljati. Iz česa? Iz ene plače. 2 šolana otroka, ne? To je bilo malo problem. Kak šivilja nisem imela možnosti za zaposlitev dalje, ker v naši okolici sploh ni bilo nekaj takšnega, ne, odprtega za ta poklic in mogla sem se pač prilagoditi trenutnim razmeram. In tako sem začela z javnimi deli. Sem delala različna dela, od košnje trave do popisa števcev, do pobiranja smeti, pa med drugim tudi okopavanje vrtnic. Na začetku mi je bilo malo nerodno, ker sem zunaj delala, na to pa nisem bila navajena. Ljudje mimo tebe hodijo in te ogovarjajo, te sprašujejo in je bilo malo nerodno oziroma sram. Renata je bila delavka v tovarni Mura. Ve se, da so tam delali 24 ur, nič drugo, samo zatopljeni v stroj, brez kakšnekoli govorice. Ja, kot sem rekla, me je bilo na začetku sram oziroma strah, pa ljudi tudi, da so spraševali, ampak sem ta strah nekako premagala, s tem, ko sem videla, da ljudje so fejst prijazni in sem enostavno začela z njimi kontaktirati na vse možne načine.
Renata ne samo, da skrbi za rože, ampak tudi se rada pogovarja z ljudmi, ki jo srečamo, in takrat nam da marsikateri koristen nasvet. Posameznik z razvito zmožnostjo socialne in državljanske kompetence bo spontano sodeloval v javnem življenju. Naprimer tako, da bo kazal spoštljiv odnos do državnih simbolov, saj so to tudi njegovi simboli. Da se bo vključeval in soodločal o javnih zadevah. Gojil bo posebno sočutje do soljudi. Ali pa tudi tako, da bo svoje delo opravljal s tako tenkočutnostjo in odgovornostjo do drugih, kot nam je pokazala Renata. Za naše okolje je državljanska kompetenca izjemno pomembna, predvsem zaradi multikulturnosti, ki se živi tukaj. Ne govorimo o njej samo oziroma pišemo na papirju, ampak jo dejansko živimo, ker tukaj živijo 4 velike narodne skupnosti, madžarska narodna manjšina, romska etnična skupina, potem so pa tukaj še velika hrvaška skupnost in pa vedno močnejša je tudi srbska skupnost. Državljanska kompetenca je zame to, da prevzameš neko odgovornost kot državljan. Socialna pa, da skozi vse svoje aktivnosti, bodisi na kulturnem področju ali kateremkoli, prispevaš k razvoju ne samo svoje skupnosti, ampak boljšemu življenju na določenem območju. Skozi stoletja smo se naučili bivati na skupnem prostoru in to je tisto, kar je pomembno. Prava državljanska kompetenca se razvije v času sobivanja z drugimi. Dejavno sodelovanje v družbenem življenju ima lahko najrazličnejše oblike. Kako živeti strpno, sočutno in spoštljivo? Poglejmo, kaj nam je o svojih izkušnjah povedala Renata. Pogrebno službo se nasplošno do zdaj nisem ukvarjala, ker mi niti na pamet ni prišlo, da bom jaz to kdaj upravljala. Ampak sem jo sprejela z veseljem. Mi smo začeli z to dejavnostjo, pogrebništvo, in je ona pristela na to, seveda ne takoj, po krajšem premisleku, po pogovoru doma z družino. Izguba najdražjega je najtežja zadeva v življenju in marsikdo to ne sprejme življenjsko. Ja, moraš tudi na določeni točki z njimi izpostaviti en odnos, sočustvovati z njimi, jim svetovati, celo če so iz drugih vasi, ki jih ne poznaš njihove navade oziroma kaj bi oni radi. To je težka zadeva. Moraš biti na celi točki tam. To so stvari, katere pomenijo v tistem trenutku svojcem ali družini dosti, ker so zgubljeni, ljudje so zgubljeni in Renata obvlada to zadevo. Tak je, ne? To ni dan od svojcev, ampak to je pokojnikov dan, s katerim se on poslavlja od svojcev, ne? In včasih je že tudi tako naneslo, da sem šla po pokojnika v Maribor, ker je bil pač kremiran. In sva se sedla oziroma sem ga položila poleg sebe na tisto škatlo oziroma kje jih shranjujemo za prevoz. In sem se tako spontano, ne vem, spomnila, da sem rekla, ajde, zdaj bova pa poslušala vse Dolenjeve muziko. Sun
Z Renato sva se spoznali, ko sva se vpisali v šolo. Vesela sem, da se je odločila, da je samoiniciativno prišla k nam, da se je udeležila svetovalne obravnave pri meni. Renata je prišla k nam z željo, da bi se vpisala v nek srednješolski program. Pač pregledali sve možnosti njenega nadaljnega izobraževanja, kam bi ona, kakšne cilje ima. In potem se je tudi kar hitro odločila in se vpisala v srednje poklicno izobraževanje za program trgovec. To, ko sem dobila prvo literaturo oziroma zvezek v roke, sem rekla, kaj zdaj s tem? Odlašala sem. Samo na eno mesto, en teden, 2 tedna. Ja, te sem pa vedela, kad drugače ne ide. Stara, tak pri sebi sem si rekla, zdaj se pa spravi zraven, ker drugače ne bo nič iz tebe. In tako smo računalnik odprli, sin mi je pomagal. Po mojem je bil ta prehod težek. Tukaj uporablja čisto drugo znanje, kak je uporabljala tam, ko je bila še velja. Vse mi je pokazal, kako se v Wordu dela, Excelu, kako se mora kaj nastaviti, kje moraš iskati zadeve za snov. In tako je začelo laufati. Ja, glede šole ji včasih pomagam tudi pri različnih predmetih, ko kaj ne razume. Se isto uči, kak smo se mi učili. Začetki so bili težki. Celo prva snov, saj niti ne vem, kaj je bilo. Na Ljudsko univerzo je prišla popolnoma samoiniciativno. Od takrat, ko smo postale sošolke, lahko povem, da smo skoraj vsak dan v stiku, da se informiramo glede konzultacij, potem glede izpitov, si pomagamo ena drugi. Vse skupaj sem se pa mogla tega naučiti, kaj delam danes. In še se učim, ker ni enostavno. Ni tako lahko, kak sem si na začetku vse skupaj predstavljala, da bo to potekalo samo tak. Ampak rabiš čas, vztrajen moraš biti, potrpežljiv moraš biti, poleg vsega tega. Kaj pa se naučiš tudi skozi celi postopek, ker to znanje oziroma vse ne dobiš iz knjig, ker to v knjigi nikjer ne piše. Za slehernega posameznika je zelo pomembno, da se lahko polno vključuje v sodobno družbo. Danes to ni več mogoče brez osnovnih splošnih znanj in spretnosti. Predstavlja jih 8 različnih področij. Socialne in državljanske kompetence so le ena izmed teh nujnih zmožnosti. Zelo dobro moramo obvladati svoj materni jezik. Brez tega se bomo težko znašli v sodobnem svetu informacij, ki se prenašajo z besedo. Tudi osnove tujega jezika nam rešijo marsikatero težavo v življenju, vsaj na potovanjih, če ne drugje. Matematična kompetenca in osnove kompetence v znanosti in tehnologiji nas opremijo z možnostjo uporabiti računske in druge matematične operacije ter znajti se v tehnološko bogatih okoljih. Samoiniciativnost in podjetnost je skupek več lastnosti, ki se pokažejo kot zmožnost, da uresničimo svoje cilje in zamisli. Podjetnost je v vsakem izmed nas. Samo unovčiti je potrebno lastno znanje, ki je morda skrito ali samoumevno. Koristno je tudi spoznati, kako se sami najlažje in najhitreje učimo. Učenje učenja je potrebno v vseh okoliščinah, da bomo lažje dosegli svoje cilje. Brez ustvarjalnosti, umetnosti in kulture bi bila kakovost življenja osiromašena. Zato je načrtno treba skrbeti za osebno kulturno zavest in izražanje. Redko kdo lahko danes haja brez uporabe računalnika ali pametnega telefona. To znanje in veščine zaobjema digitalna pismenost. Povezovanje nam lahko olajša ali pa oteži življenje. Dejavno udejstvovanje v družbenem okolju nam omogočajo socialne in državljanske kompetence. To je bila moja zgodba, upam, da ste se kaj naučili in borite se za svoje pravice. V tem izobraževalnem filmu smo s pomočjo Renate spoznali nekaj temeljnih značilnosti te zmožnosti.
Ponovimo, kaj smo o socialni in državljanski kompetenci izvedeli v Renatini zgodbi. Spraševali smo se, zakaj in kako dejavno sodelovati v družbenem življenju. Renatina in Natašina pripoved sta nam razkrili, da je načinov, kako lahko uresničujemo socialno kompetenco, zelo veliko in nanje običajno sploh ne pomislimo. Izvedeli smo, kako zelo pomembno je razvijati svojo strpnost, veščine sporazumevanja in pogajanja z drugimi. Videli smo, da sočutje in spoštovanje ustvarjajo pravi prostor za sodelovanje in navdušenje ter veselje pri delu, ne glede na to, kakšno delo opravljamo. Renata je s pomočjo učenja in odločnosti, da osvoji potrebne veščine, premagala ovire in si tako odprla nove poti v življenju. Praktično državljanska kompetenca pomeni, da posameznik razume, zakaj naj bo aktiven v družbenem življenju, kaj naj se zavzema za svoje pravice in zakaj naj spoštuje družbeno dogovorjena pravila. Tak odrasli ne bo imel težav s sprejemanjem različnosti in spoštovanjem vrednot drugih, saj se dobro zaveda svojih lastnih. Iz sramežljive deklice, kot sem jo poznala v osnovni šoli, se je tekom let, kljub temu, da pri nas še vedno prevladuje patriarhalni način življenja, odločila, da bo poskusila narediti vse, da uspe, in to je tisto, kar je botrovalo k temu, da si je lahko razvijati začela tako socialne kot tudi državljanske kompetence. Vsak zmore, če sem jaz, lahko tudi ti. Samo moraš imeti voljo in veselje do učenja. Moja mama je super oseba, vedno mi pomaga, ko rabim njeno pomoč. Ko smo se midva spoznala, je bila Rene bolj zadržana. Če misliš, da bo po zaključku izobraževanja konec našega druženja, se zelo motiš. Ti bom še nekaj časa težila. Renata, da ne boš mislila, da je to konec. Slovenščino opravljaš pri meni. Izobraževalni filmi so brezplačni. Za oglede in neposredno uporabo v izobraževalne namene so prosto dostopni na spletu ali na YouTubu s ključnimi besedami izobraževalni film, socialne in državljanske kompetence.